Takole se malo pritegnemo, da se malo pritegne telo, spočije, kajti namreč po dolgih urah sedenja smo kar nekako zmatrani in zaspani, kaj ne? To je normalno. Torej, tudi če izberete najbolj učinkovit in sproščen in neboleč način sedenja, ki sem vam ga predstavil, to je sproščeno sedenje v stolu z občasnimi prekinitvami, dela v stoje, dela na žogah in tako naprej. Tudi pri tem načinu sedenja vas bodo sčasoma začeli malo, se boste počutili malo preveč pritiska na zadnjico, malce se vam bodo skrajšale tele upogibalke tukaj, ker ste stalno v enakem položaju, postali boste težki in tako naprej. Zdaj, kako odpravimo te negativne posledice sedenja? Zelo preprosto. Ne sedeti. Torej, gledajte na to, da v času, ko niste v službi, ko niste v sedečem položaju, čim manj sedite. Torej, če že sedite v pisarni, ne biti potem še dolgo časa recimo v avtomobilu. Če sedite že tako vsakodnevno v pisarni, ne potem doma, ne vem, voziti kolo vsak dan po 2 uri, ker to spet v bistvu sedite. Dajte torej čim bolj izvajati različne gibalne vzorce. Mnogo od tega imamo predstavljeno v tej naši knjižici. Recimo par primerov. Ena od stvari, ki jih lahko naredite, da odpravite negativne posledice sedenja, je hoja. Hoja naj bo vsak dan na vašem repertoarju. Če že ni vsak dan, pa naj bo vsaj na teden narejenih tam 10 do 20 kilometrov. Vsaj. To pomeni vsak dan vsaj pol ure hoje. Tako da hoja pomembna lastnost oziroma pomembna aktivnost vašega življenja, da odpravite negativne posledice sedenja. Druga zadeva, imejte čim bolj raznolik repertoar gibalnih vzorcev v svojem življenju. In dajte to v repertoar svojih vaj. V zadnjih poglavjih prav te knjižice, ki jo imate na voljo, sem vam predstavil nekaj vadbenih rutin in pa vaj, ki jih lahko dela vsakdo s pripomočki ali pa brez pripomočkov. Tako da vam svetujem, da greste zdaj na tiste vaje, okolikor si želite pogledati, kako še bolje odpravljati vse negativne posledice sedenja.